prva izdaja oziroma prvo kino predvajanje filma Saving Private Bully. Od našega zadnjega srečanja, Matej, se je s tem kombijem oziroma s tvojim iskanjem Bullija, Beer Bullija zgodilo marsikaj zanimivega. Ja, v bistvu smo ga kar naenkrat par dni potem, ko smo posneli oddajo Starodobnik, me je klical prijatelj z Primorske, rekel, če te zanima, v Rižani že 30 let leži en Bully, reši ga. In enostavno smo ga po hudih kolobocijah, ki jih opisujemo v tem filmu, smo ga rešili. Ne. Zdaj, njegova prihodnost je pa dokaj negotova in je zelo odvisna od vseh ljudi, ki tole gledajo. Se pravi, smer, zakaj iščeš kombi, je bila začrtana že na začetku in seveda tega cilja se držiš, samo pot se malo spreminja. Ja, v bistvu kombi je namenjen zabavi. Ta Bully, Beer Bully, zato tudi takšno ime, bo poln piva, vseboval bo sode piva, ob strani, se pravi ob njegovi strani, pa bo do pipe za pivo in če si znate predstavljati, v bistvu taka surf bila namesto šanka in bo služil predvsem kot za kakšne poroke, zabave, poslovne zabave. Najel boš kombi za cel dan poln piva, ljudje se bodo sami točili v bistvu čisto veselje. In zdaj trenutno smo v bistvu šli na začetku poti, našli smo ga v Rižani, reveža, preko 30 let je ležal v reki, še prej je 20 let bil na polju kot skladišče orodja, zdaj ga pa upam, da čaka svetla prihodnost. Smo na začetku restauracije tega veterana, trenutno iščem dokumente in raziskujem še naprej njegovo zgodovino. Možakar, ki si ga je lastil v 80-ih letih, preden je končal na polju, je namreč iz Rižane vozil sadje in zelenjavo na ljubljansko tržnico. No, sedaj pa ga bomo restaurirali skupaj s pomočjo prijateljev, znancev in preko Kickstarter kampanje, mogoče bo to tudi AdriFund kampanja, kjer je zbiral podporo Klemen Slakonja. V dokaj enostavnem smislu, kupiš pivo za pol leta vnaprej. Se pravi, daš mi recimo v tem primeru 5 evrov, dobiš voucher in čez pol leta, ko bo kombi na cesti polno operativen, boš prišel spit pivo, ki si ga na nek način že plačal, tako da si podprl restauracijo tega kombija.